Pozdravljeni! Ob predstavitvah novih bolidov za sezono 2023 je bilo s strani FIE objavljeno kar nekaj zanimivih novic o novih ekipah in novih bodočih dobaviteljih. Poglejmo si skupaj, za kaj gre. Na samem začetku bi rad opozoril, da to tematiko smo v preteklih tednih pogostokrat omenjali. In tudi danes se bomo spominjali preteklih prispevkov in kdor sledi mojemu kanalu, zagotovo ve, o čem je bilo govora. Za vse ostale, ukolikor ne bi bil dovolj razumljiv, bodo pa kot običajno dodane bližnjice, tako da bo lahko imel vsak, ukolikor si želi, možnost pogledati tudi, kaj se je zgodilo v preteklosti. A začnimo z današnjim prispevkom. Namreč pri FII so najprej objavili namero za razpis, kjer bodo lahko dve ekipe vstopile v svetovno prvenstvo Formule 1, tam v sezonah 2025, 2026 ali 2027. Seveda, ukolikor bodo izpolnjevale pogoje. In to pomeni, da pri FII bodo lahko izbrali dve ekipi, eno ali pa celo nobeno. Ni dovolj, da se nekdo samo prijavi in bo sprejet. Kot smo videli v samem dopisu FIE, bodo dali veliko pozornost na finance, na tehnično sposobnost ter na kadrovsko, poleg seveda tistih samo po sebi umevnih agent okrog ogljične nevtralnosti in še bi lahko našteval. Naprimer, da se bomo bolje razumeli, pri finančni sposobnosti FIO zanima, kako bo ekipa preživela prvih 5 let. In morda se marsikomu izmed vas zdi to enostavno, ampak ocenimo lahko, da v prvih 5 letih ekipa Formule 1 porabi najmanj $1 milijardo. In prav je, da se FII predloži nek kredibilen poslovni plan. A tudi tehnično področje je izjemno zahtevno. Ne gre samo za to, kako bi izdelal lasten bolid, kajti svetovno prvenstvo Formule 1 je prvenstvo konstruktorjev, gre tudi tu deloma za kadrovsko vprašanje. Namreč, kdo bo določene dele izrisal? In seveda dobro nam je znano, da inženirjev, naprimer kapacitete Adriana Neweyja, na tržišču ni veliko. Zato je vprašanje FIE več kot upravičeno, kdo bo na primer zrisal bolid. In seveda v preteklih tednih smo govorili o poizkusih družine Andretti, da bi prišla v Formulo 1. Najmanj tu velja omeniti 2 prispevka. Veliko hrupa za nič. Čez nekaj dni sem pripravil še drugega, kjer smo govorili o tem, da je še več hrupa okrog tega. A brez skrbi, ko bo razpis prišel ven, imam občutek, da se bo prijavil tudi Stefan GP. In tudi o tej srbski, recimo ekipi, smo govorili pravzaprav ne tako dolgo nazaj. In sedaj nam je jasno, če je po eni strani družina Andretti praktično neka struktura z izkušnjami, ki morda nima dovolj kapacitet za Formulo 1, Stefan GP pravzaprav je samo neko ime, neko izsiljevanje vstopnice za ta prestižni pokal. A poleg tega, da pri Formuli 1 si želijo
še vsaj 2 ekip, lahko vidimo tudi na področju dobaviteljev pogonskih sklopov kar lepo revolucijo. Namreč v sezoni 2026 naj bi jih bilo po sedanjih načrtih 6. Danes, ko imamo 10 ekip, imamo 4 dobavitelje. Zato nam je lahko jasno, zakaj si pri FII nekako prizadevajo podaljšati to vstopno listo. Namreč, če bi imeli 12 ekip in 6 dobaviteljev, bi lahko v nekem popolnem svetu vsak dobavitelj imel 2 ekipi. A leta 2026 bomo imeli Ferrari, Mercedes, Renault Alpine, Honda, Red Bull Powertrains oziroma Ford in Audi. In že sedaj si lahko marsikdo izmed nas malce zamisli, kako se bodo ti dobavitelji pogonskih sklopov porazdelili. Verjetno pri Mercedesu niso zadovoljni seveda s prihodom novih dobaviteljev, kajti to pomeni, da bodo oni izgubili vsaj nekaj strank. Tudi marsikdo izmed vas se je sedaj začel spraševati, kaj pa Porsche? Seveda Porsche lahko vstopi v Formulo 1, seveda s tem, da uporablja pogonski sklop Audi, kjer samo formalno zamenjajo ime. In tu kakšnih večjih težav ne vidim. Največje težave v sezoni 2026 bo imela Honda. In to zaradi dejstva, ki smo ga mnogokrat omenili, a verjamem, da ga je marsikdo spregledal. Namreč pri Hondi nimajo izdelovalca menjalnikov. Namreč menjalnik je eden izmed tistih delov, ki ga mnoge ekipe kupujejo pri dobavitelju pogonskega sklopa. Sedaj pri Red Bullu seveda imajo kapacitete prav Red Bulla, ki poskrbi za menjalnik. Ampak od sezone 2026 tega vira ne bo več. Mnogokrat sem omenil, da v prvi sezoni pogonskega sklopa Honda na bolidih skuderije Toro Rosso so uporabljali leto stare menjalnike McLarena. In tudi to bo eden izmed tistih faktorjev, ki ga bodo morali pri Formuli 1 izjemno dobro premisliti. Ne pomeni, da je Honda a priori izključena, ampak težko se bo vezala naprimer na ekipo, kot je Aston Martin, ker pravzaprav večino delov še zmeraj kupijo pri Mercedesu. Tudi zaradi tega smo že omenjali v sezoni 2022, so pri Sauber Alfa Romeo F1 Team začeli sami izdelovati menjalnik in so odpovedali ta del posla s Ferrari. Po drugi strani, naprimer Williams, je izgubil to prvino pravega konstruktorja. Kupuje material pri Mercedesu, kar je ceneje in bolj zanesljivo. Ampak sedaj se bomo vrnili malce na začetek naše zgodbe. Se morda spomnimo tistega razglasa družine Andretti, ki je podpisala pismo o nameri s General Motorsom oziroma Cadillacom. Kako si lahko predstavljamo bolid družine Andretti z napisi Cadillac General Motors in naprimer pogonskim sklopom Honda pod samim pokrovom? V teoriji možno, ampak v praksi izjemno težko izvedljivo. Namreč, naprimer, Honda in General Motors sta na nasprotnih bregovih, kar se tiče formule IndyCar, kjer je tudi vključena družina Andretti in povezana prav s Hondo. Kar nam zopet da misliti, da pred sezono 2026 se bo moralo spremeniti še marsikaj. Seveda, sam pri sebi si lahko tudi mislim, da vsi ti manevri so pravzaprav namenjeni le temu, da se govorice in pritiski nekako razrečijo, da popusti pritisk.
Namreč lepo je povedati, naprimer družini Andreti ali pa Stefan Gepeju, da nimajo pogojev za vstop v Formulo 1, ker ni finančnega zaledja, ker ni kadrovskega ali tehničnega potenciala. Ampak po drugi strani, z 6 dobavitelji pogonskih sklopov bo potrebno nekaj narediti, ukolikor se bo hotelo vse imeti v svetovnem prvenstvu Formule 1. Namreč 10 ekip, kot si lahko marsikdo predstavlja, je malce malo. A vidimo lahko, naprimer, da tudi ekipa Alpine že kar nekaj sezon vztraja edina s pogonskim sklopom Renault. A to za sam razvoj je seveda slabo, kajti imajo v bistvu polovico manj kilometrov od tistega, kar ima na razpolago naprimer Honda z Red Bullom in skuderijo Alfa Tauri. Zato bodo morali premisliti, kako naprej. Ampak upam, da smo sedaj vsi skupaj razumeli, da težava je in je še kako velika. A do pravega odgovora bo treba verjetno počakati še nekaj let. Za danes pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.